Konec meseca bomo v tem studiu gostili v tej oddaji Miss Slovenije leta 2019. Danes pa gostimo Miss Slovenije 2001, pevko. Zase pa predvsem rada reče, jaz sem predvsem mati in žena in pevka. Rebeka Dremelj, dober dan. Živijo, živijo. Zdaj vse je bilo lepo in prav, ampak letnice pa ne bi rabo povedati. Zakaj ne? Tako pa vem. Mogoče 2019 sem že upala, da ste se zafrknili, pa sem videla, da se niste. Ne. Ja, pa sej, ne glede na to, izžarevaš še vedno svojo mladost, šaram. Halo? Ja, jaz tudi tako pravim. Mnogim to ne uspeva v življenju. Mislim, mnogi se tudi ne strinjajo s tem, ampak jaz absolutno strinjam. Ja, pa se ni bolj pomembno, kaj ti vse misliš. Pomembno je, da imaš sam sebe rad. Ja. In da imaš o sebi lepo mnenje, kar pa jaz vse pa absolutno imam. Tu pa tam se rada pošalim na svoj račun, ne? Ker pravijo, da tisti, kater se ne zna na svoj račun pošaliti, potem tudi tuje šale ne sprejema. Ne? Ampak načeloma imamo vse čisto v redu mnenje. Ampak ne glede na to, ta Miss Slovenije te je strelila v orbito tega popularnega življenja. Ja, res je, res. Mislim, Miss Slovenija takrat, leta 2001, je bil izbor za Miss Slovenije tako, ker se rada pošalim, kot v Ameriki Super Bowl. Ja. To so vsi gledali. To je bilo res eno tako prav poseben spektakel. Tudi vsi glasbeniki so se takrat borili, kdo bo lahko na tem dogodku nastopil. To je tako gledala res cela Slovenija, no? Mislim, pod navednicami, ampak ja. In je izbor za Miss Slovenije imel nek pomen. In jaz, ko sem takrat zmagala, je bila to res ena taka velika odskočna deska v sam glasbeni svet, v katerega sem pa v bistvu se skozi trudila priti. No? A si bila v življenju večkrat ljubica, si bila ljubica samo v filmu? Ljubica sem bila samo v filmu, v filmih. V živo sem bila pa ljubica enkrat nekaj let, zdaj sem pa ljubica že 21 let. 21 let. Mislim žena, ampak žena ljubica. Žena ljubica, ja sej, če tega ni, potem je tudi žena bolj slabo biti. Ja, to že tako, rajš sem ljubica, kot pa samo žena. Samo žena. Dve navihani punčki imaš, ne? Ja. Če sta kolčke po tebi, potem življenje ni tako enostavno. Mislim, zdaj mogoče še nekako vozimo, ampak iskreno povedano se pa bojim, kaj me čaka v najstništvu. Zaradi tega, ker starejša hči vidim, da je moj karakter. Mlajša bo bolj po Atiju in me za mlajšo iskreno kar malo manj skrbi, kot pa za ta starejša. Kot pevka se izkažeš tudi na Emiju, ne? In Evroviziji. Ja. Kakšne so tvoje izkušnje s to Evrovizijo? Jaz za Eurosong, zdaj bo, ne? Zdaj kmalu, ja. Jaz za Eurosong pravim, da je to ena taka prav posebna izkušnja, ki jo privoščim vsakemu pevcu. To je res en tak spektakel svetovnega merila. Po moje nekaj takega, kot mi, ki gledamo te koncerte svetovnih zvezdnic, ker se vse blešči, kjer je 300 ljudi zadolženih tam samo zate, ne? Takšen je Eurosong. In v bistvu je res profesionalizem, po mojem mnenju, na najvišji možni ravni. Vse štima do sekunde natančno. Vsaj takrat je bilo, zdaj lahko so se že pokvarili, lahko pa so se še celo kaj izboljšali, ne vem. Ampak takrat, ko sem bila jaz, to ni bilo sekunde zamujanja. To se je točno vedelo, da če si ti 2 pa 12 na vrsti, si bil 2 pa 12 na vrsti. To nisi bil 2 pa 13. In tako, res, zanimivo, no, fajn izkušnja, fajn. Sem hvaležna za to. Ženska se bogato poroči, pa ima srečno življenje, ali pa je zelo uspešna poslovna ženska? Kaj si ti bogato se poročila, ali si uspešna poslovna? Jaz sem zelo bogata v življenju. Bogata z ljubeznijo. Bogata z medsebojnimi odnosi. Kar pa zadeva mene same, pa mislim, da sem tudi kar uspešna v svoji karieri. No? Glede na to, da že 20 let delam to, kar delam, sem 20 let v show-biznisu in v Sloveniji 20 let v show-biznisu preživeti ni čist mačji kašelj. Tisti, kateri se ukvarjate s tem, veste, kako je to. Tako da jaz mislim, da to ni ena taka normalna služba, kjer greš zjutraj v službo, pa prideš popoldne domov, pa je vsakega 15. plača, ne, pa je bolniška plačana, pa je kakšen regres še kdaj, pa tako tega ni. Ne. Pri nas v show-biznisu tega ni.
in si je treba res vsak evro prislužiti izključno z svojim delom oziroma z storitvami, ki jih opravljaš. In glede na to, da sem toliko let že, mislim, da kar dobro shajam, tako da bom kar rekla, da sem uspešna poslovna ženska. Tudi tvoj blog Nepremagljiva si je pravzaprav eden prvih v Sloveniji najbolj štrlev. Še danes tako štrliven? Ja, še. Blog je kar uspešen, moram priznati. V bistvu je pa, všeč mi je pri tem blogu zaradi tega, ker vidim, da so tiste neke redne bralke, ki so ga vzele za svojega. In jim je fajn, da obstaja še kak tak, ker recimo realno gledano, mi, ki gledamo zvezdniška življenja oziroma pač življenja medijskih osebnosti, se nam tak navzven zdi, da je to vse skupaj popolno. In sploh v današnjem času se mi zdi, da vsi strmimo k neki popolnosti, ki pa se vsi dobro zavedamo, da v realnem svetu ne obstaja. Ne? In ko pišem ta blog, se mi zdi, da se ženske kar malo dahnejo. V stilu, je tudi ona nesrečna kdaj, ima tudi ona vsega polni kufer, ne? Se tudi ona krega za svojim možem, ne? Ima tudi ona tečne otroke, ne? Ker pač smo vse v istem zosu. Samo je dejstvo to, da se mi zdi, da današnji trend več ali manj narekuje sploh mladim mamicam in to, da se je treba sam hvaliti, pa vse samo lepo rečiti. In se mi zdi, da to, da jaz povem točno tako, kot je, ne, se zdi mnogim bralkam fajn. No. Si ena redkih tudi Slovenk, ki je uspelo prepričati Balkan. Na Balkanu si bila ali si še prava zvezda? Ne, nisem več. Jaz, odkar sem rodila svojo prvo hči, to je 7 let nazaj, sem bila zelo malo prisotna na Balkanu. Pred tem sem bila pa res. Izdala sem tudi album leta 2010, ki je bil zelo uspešen v Bosni. Delala en kup enih šovov, od Kursači do Zvezde sa zvezdama, do Zvezde plešu, do vse v živo, tako da sem bila v bistvu kar vsak vikend v Bosni, no, pa tudi v Srbiji, v Beogradu. Tako da v tistem času so me ljudje prepoznavali, recimo na cesti, ampak danes pa sem prepričana, da noben več ne ve. Gotovo se še spomnijo. No tu pa tam se še kdo morda spomne, ampak gotovo se še spomnijo. Zagotovo ni tako kot pri nas. Tvoja osebna izkušnja, tvoja bolezen nisi skrila, tako kot mnogi, ampak si šla ven, povedala in mnogi so ti za to in mnoge so ti hvaležne. Pa ja, v bistvu zaradi tega, ker je moje glasno govorjenje o moji bolezni sprožilo en val enih verižnih reakcij, o tem, da so novinarji začeli govoriti o bolezni ščitnice, o raku na ščitnici, o vseh težavah in tegobah, s katerimi se ženske soočajo, ki imajo težave s hormoni. Zelo velikokrat, recimo, si ženske samo mislijo, da so pač kar tako malo utrujene zaradi vsakdanjega življenja. Na koncu, ko ješ pa to raziskovati, pa vidiš, da so to težave za hormoni. In ženske smo imele in še bomo imele težave s hormoni. In mnogi moški tega ne razumejo. Ne? Mislijo, da je žena samo tečna. Jaz recimo sama pri sebi vidim, da jaz včasih zdaj svoje telo že tako poznam, glede na to, da sem jaz na terapiji, ne, pač tableta do konca življenja, ne, glede na to, da ščitnice več nimam. Že prav vem, kdaj govorijo moji hormoni ali pa kdaj govorim jaz. Jaz tako že sama sebe poznam, da vem, da včasih pri kakšni reakciji to sploh nisem jaz, da to so moji hormoni. In res se mi zdi pomembno, da se o tovrstnih zadevah govori, ker to je kar zafrknjeno stanje. No? Ni luštno. Tiste, ki so bile noseče, ali pa tiste, ki še bodo tudi videle, da takrat smo ženske v eni taki drugačni hormonski fazi in smo, ali pa recimo vsakega 26., 21. v mesecu smo tudi malo drugačne, kot smo sicer. Ne? In to so vse hormoni in hormonske težave so kar zafrknjene. Tako da jaz mislim, da o tem treba govoriti. Kam zabežite, Sandi, Šajana, Sija, da ste samo zase, da uživate svojo srečo? Zadnji 2 oziroma zadnje 3 leta na Maldive. Drugač pa tako na dopust, drugač pa vse posodno. Letos smo se pač tudi odločili, da gremo izključno zaradi tega, ker se jaz tam, pa ne želim, da to zdaj zveni snobovsko, ampak jaz se tam res spočijem, zaradi tega, ker so lahko otroci na pesku, jaz pa v morju, ker ni tistega neprestanega čuvanja otrok in obremenjenosti, da je treba otroka pač paziti na vsakem koraku, da ne bo kam padel, da ne bo se kje prevrgel, da se mu ne bo kje zgodilo.
res je tako vse sproščeno in se mi zdi, da tam se mi tudi rojevajo ideje za nova poslovna doživetja in nove poslovne podvige in tako naprej. Tako da komaj čakam junija in to je tisto, ker smo res samo mi štirje. Večinoma se zgodi, da se noben noče niti slikati z mano, ker me noben ne pozna, tu pa tam morda pride kakšen Slovenc, ampak ne prav pogosto. In je res en tak fajn obdobje to. No. Sreča, o sreči pojemo, tudi ta nov video spot ima naslov Zdravo sreča. Če na hitro pogledam, največ srečnih ljudi v rumenem tisku, vsi se smejajo. Ja, to pa res, ja. Pa na socialnih pa družabnih omrežjih, absolutno. Ja. Tam smo vsi srečni, zadovoljni, brez kakršnih koli problemov, noben bolan in tako da. Enkrat, mislim, da 2 leti nazaj, mi je kolega za novo leto voščil, oziroma vsem nam, da nam želi da nam v novem letu želi vsaj pol takšno življenje, kot se ga prikazuje na družbenih omrežjih. Ja. In to bi bilo res idealno. Tako da, ja, drugače pa da se vrnem nazaj na pesem o sreči, povem. Ja. Sreča je dejansko res lahko prisotna vse posod okrog nas, če jo znamo videti. Ne. Se mi zdi, da v današnjem času smo vsi tako, sploh mladi ljudje, jaz se še prištevam med mlade, živimo tako na tako hektično življenje. Ne. Non-stop moramo biti dosegljivi, če nismo dosegljivi na eni aplikaciji, smo dosegljivi na drugi, če nismo na drugi, smo na tretji. Včasih je bil pač tisti stacionarni telefon, če človeka nisi dubu, ga pač nisi dubu, ne, en si poklical še enkrat. Tokrat pa se že vidi, da si že prebral sporočilo, če ne odgovoriš takoj, že dobiš sporočilo na eno drugo aplikacijo. Skratka, sami sebi povzročamo en neverjeten stres in se mi zdi, da živimo v enem takem obdobju, ker sploh ne znamo okrog sebe pogledati in se zavedati nekih lepot, ki nas obkrožajo. Ne? In to je tisto, kar želim jaz z pesmijo povedati, da zdravo sreča vsak objem te poveča. Hvala lepa. Ne, ta sreča objame celo družino in tebe še vrsto let. Hvala lepa. Hvala, kar si prišla. Hvala. Takole premierno na naši televiziji, Rebeka Dremelj, zdravo sreča. Pa pojdimo.